Hej, hej, en lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo. Lep pozdravček tudi vašim čarobnim teleščkom. Mogoče za njih še niste ugotovili, da so čarobni, mogoče boste kmalu ugotovili, kakšno čarobnost ste dobili ob rojstvu. Danes pa takole, eno vprašanje za začetek, in sicer, koliko pogledov imate o staranju? In vse, kar je to, boste vse to razgradili in uničili. Right or wrong, boste me pa pokvarili Shorts, Boys and Beyond. Torej, to, kar sem pravkar povedala, je čistilna izjava Access Consciousnessa. In z vprašanjem, naprimer, koliko pogledov imate v staranju, pride na plan vsi tisti vaši pogledi, ki jih imate na kognitivni ravni oziroma tudi nekje na nezavednem nivoju, in ta čistilna izjava to vrže ven iz obstoja. Lahko si pa več o tej čistilni izjavi pogledate na spletni strani www.theclearingstatement.com. To bom zdajle tekom tega livea tudi uporabljala, tako da ne boste mislili, kaj govorim. Naslavlja pa vse te stvari, kjer smo naredili določene stvari prav, narobe, dobro, slabo, kar je kazen, kar je nagrada, in tako naprej. Torej, morate vedeti, da vsak pogled, ki ga imamo, torej ustvarja našo resničnost. To pomeni, da tudi vsak pogled, ki ga imamo glede svojega telesa, ustvarja našo resničnost s telesom, a ne. Torej, moje vprašanje prvo je bilo, koliko pogledov imate o staranju? In vsak pogled, ki ga imate o staranju, ustvarja vašo resničnost o staranju. In ne samo to, torej ti fiksni pogledi, ki jih imate o staranju, se potem pokažejo tudi na vašem obrazu kot te gubice, črtice, in mislim, tako pač lahko gledate, torej manj ko ima človek nekih teh, kako bi rekla, pečatov na obrazu, manj teh linij, gubic, manj ima nekih fiksnih pogledov na splošno v življenju. In torej vse, kar je to, torej koliko fiksnih pogledov imate, ki kreirajo gube ali pa črte na vašem obrazu. In očitno je tega ogromno, a ne. Torej jaz tako energijsko to zaznavam, zato tako pač rečem a ne. Torej vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right or wrong, boste me pokvarili Shorts, Boys and Beyonds. In torej kako bi rekla, nekje, no, da ne bom zdaj nekaj zabluzila, torej bolj, ko smo v dopuščanju, a ne, tudi tega, kar se dogaja z našim telesom, kar se dogaja z našim obrazom, bolj, mislim, lažje s tem dopuščanjem, torej da vse samo zanimiv pogled, ustvarimo prostor, da se tam lahko nekaj spremeni. Torej tudi namesto, da se zjutraj, ko se pogledamo v ogledalo, pa rečemo: tukaj imam take podočnjake, tule imam neko novo gubo, šit, a ne, saj spet mi nekaj visi." To s tem dejansko mislim, to je sodba, a ne, in s tem dejansko še utrjujete to, kar je. Medtem ko če rečete: zanimiv pogled, da imam takšen." Torej, če greste v neko sodbo ali pa v neki pogled, a ne: staram se, kaj pa zdaj." Rečete: "Zanimiv pogled, da imam takšen pogled." Torej, to je dopuščanje. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Torej, naslovite svojo sodbo ali ta svoj pogled na ta način. Torej s tem zanimivim pogledom potem ustvarite ta prostor dopuščanja, kjer se lahko ta stvar spremeni. Seveda, če si vi to izberete. Ker namreč za veliko ljudi je to tudi recimo, da se jim pač, da se starajo v skladu s to resničnostjo. Torej, kaj to pomeni? Da dejansko se prilegamo temu, kar drugi pravijo, na kak način bi se morali starati, oziroma temu, na kak način se starajo drugi, kako se spreminja njihovo telo, kako se degenerira njihovo telo. To je na neki način njihov, torej ali pa naš način prileganja v to resničnost, prileganja v resničnosti projekcije drugih ljudi. In lahko je to na neki način nagrada, ne, smo to naredili dragoceno, da se prilegamo v resničnosti drugih ljudi. Namreč, kaj bi le bilo, če bi bili stari 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200 let, pa bi izgledali še vedno kot dvajsetletniki?
kaj je bilo pa pol? Potem bi preveč trleli ven iz povprečja, a ne, in vse, kar je to. Torej vsepovsod, kjer si tudi telo kreirate oziroma svoj obraz na ta način, da se prilegate v, svojo starostno skupino, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right or wrong, gute me moram pa Colin Shorts, Boys and Beyonds. Aha, Nataša pravi, kdo je star? Mi smo skozi mladi, seveda, mi, ki delamo barse, pa accessov, facelift, telesne procese in pokamo svoje poglede ves čas, dejansko težko nam določijo, koliko smo v resnici pač stari po, kako bi rekla, po časovnici te resničnosti, torej to kot ta resničnost opredeljuje, ne, kakšni bi morali izgledati. Tako da, če želite ostati, tako pravi Nataša, skozi mladi, poden pokite, odpravljite svoje poglede, ozaveščite to, kar imate, poglede, ki jih imate glede svojega telesa, glede svojega obraza, glede staranja. In, si boste to omogočili. Torej, koliko tudi od vas nosi neke, te gube na obrazu oziroma neke stvari, ki se dogajajo z vašim obrazom ali pa telesom, kot pečat neke modrosti, ne, torej v smislu, glej, jaz sem zdaj star pa moder, ti moraš mene poslušati, a ne, recimo, če govorimo z nekom mlajšim. Torej vse, kar je to, vsepovsod, kjer to počnete, bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me moram pa Colin Shorts, Boys and Beyonds. In koliko tega, kar si kreirate s svojim telesom in obrazom, je biomimetično posnemanje ljudi okrog sebe ali pa vaših staršev, gledate svoje starše, kako se oni starajo in ste se že na podlagi tega odločili, koliko se boste vi postarali, kaj si boste skreirali s telesom, kakšno bo vaše telo, ko boste določene starosti in vse, kar je to, bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me moram pa Colin Shorts, Boys and Beyonds. Torej biomimetično posnemanje, to je ena kapaciteta našega telesa, ki torej, da se naše telo se usklajuje s telesi okrog nas, torej, da se, rekla, to kot neka kamuflaža, da se ne, da ni preveč ne štrli iz povprečja, in ampak to, če želimo pol ustvariti nekaj drugačnega, nam ne služi, a ne, če se mislim, to pač seveda se dogaja več ali manj na nezavednem nivoju in, če tega ne ozavestimo, se z našim telesom lahko dogaja marsikakšne stvari, pa tukaj govorim ne samo o tem, koliko naše telo je videti, obraz, koliko je videti, ampak tudi neka bolezenska stanja, neke stvari, kjer naše telo ne deluje na, okej, a ne, je lahko dejansko biomimetično posnemanje, da smo posneli nekoga drugega ali pa se uskladili z nekom drugim, zato da imamo tudi neko jasnost v zvezi z njegovo zadevo, po neki pogled na njegovo stvar in v tem primeru to vzamemo pol v svoje telo, da imamo pol to jasnost. In, ja, torej koliko svojega telesa in obraza ste tudi skreirali, na podlagi tega, da so vam govorili tekom življenja: ti si pa čisto taka kot tvoja mami, ti si pa čisto taka kot tvoj oče ali pa takšen kot tvoja mami, ali pa, ti si pa čisto podoben svojemu staremu očetu, stari mami." Ne, in ste se začeli pol kreirati kot takšni. Dejansko pa niste, vi niste posnetek nekoga drugega, ampak ste pač oseba za sebe, a ne. In, vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right or wrong, gute me moram pa Colin Shorts, Boys and Beyonds. In gaziljon je, sam Bog ve, kolikokrat je treba to razgraditi, a ne. Torej, tako bi rekli v slovenščini bogziljon. Je bolj luštno, če rečemo gaziljon, pa ljudi malo tako in možgančke malo tako, kaj to govori, a ne. Torej, ja, torej v kakšen tudi, koliko se kreirate tudi na podlagi tega, kar ste slišali, na podlagi nekih prepričanj, mitov, pogledov o tem, kakšni morate biti pri 20, pri 30, 40, 50, 60, 70, 80, da prej sploh ne študiramo več, a ne. Bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon, mislim, kar so vam povedali oziroma kar ste videli, in vsepovsod, kjer se na podlagi tega kreirate, brez da bi bili v nekem vprašanju, če je mogoče še kaj drugačnega, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me moram pa Colin Shorts, Boys and Beyonds. In, ja, torej kaj bi se zgodilo, če bi bili,
tako sem rekla, pri 80 videti še vedno kot 20 let starega, 30 ali pa 40. Ali pa recimo, recimo, da bi bili videti 40 let mlajši, kot dejansko naj bi bili po starosti te resničnosti. Ja, in vse, kar je to zdaj ven prineslo, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, kar je gaziljon. Right or wrong, boste imeli pol pa en short boys. Vse posod, kjer imate, ja, pol bi bil čisto drugačen, pol bi me ljudje obsojali, pol bi bil nek čudak, neka pošast, drugačen, izmaličen, a ne, po tako, izmaličen v smislu te resničnosti, a ne, po merilih te resničnosti. Bi bili pripravljeni vse to krat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli pol en short boys. Kaj pa, če lahko s svojim telesom ustvarjate tudi drugačne možnosti v svetovih drugih ljudi, tudi kar se tiče teles, da pač ste videti na ta način, da grejo drugi v vprašanje. Okej, koliko je ona lahko pri teh letih videti tako mlada ali pa toliko mlajša. Ne, da jo postavite v neko vprašanje, da na ta način spremenite resničnost. Ne, torej vsepovsod, kjer niste voljni biti ta katalist spremembe, tudi s svojim telesom, svojo podobo, pojavo, kako se pač prikazujete v svetu, bi bili pripravljeni vse to krat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli pol en shorts, boys and beyonds. Ja, torej, kaj če vaše telo ne bi bilo vaš sovražnik, ampak vaše dejansko vir možnosti, katalist spremembe. Kaj če ne bi vedno, kadar se z vašim telesom dogaja nekaj, šli v napačno sebe, v obsojanje sebe, v neko diagnozo, ki je seveda diagnoza te resničnosti, ampak nima nobene zveze s tistim, kar se resnično dogaja. Torej, ja, vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right or wrong, boste imeli pol en shorts, boys and beyonds. In, kot pač velikokrat že v teh live videih, torej govorim tudi o telesnih procesih, ki jih imamo v Accessu in ki naslavljajo različne, aspekte, torej telesa, odklepajo naše telo na raznorazne načine, da imamo dostop do, energij, za katere sploh nikoli nismo vedeli, da so mogoče. Imamo tudi en proces, ki se mu reče Accessov energijski facelift. Izjemno potenten proces, ki se izvaja, večinoma na dekolteju pa na obrazu, medtem ko deluje na celotno telo, na globoka tkiva v telesu. In zdaj letos smo imeli prvič globalno, delavnico facelifta, kjer sta hčerki Garyja Douglasa, ustanovitelja Access Consciousnessa, pač predstavili tudi nove energije, ki so se zdaj dodale temu procesu, in ena od teh energij je tudi to odstranjevanje in izkoreninjenje biomimetičnega in biomimetričnega posnemanja. In zdaj je ta proces, torej prej je bilo, mislim, da 28 energij, ki so se poklicale v tem procesu, zdaj jih je čez 30, 31. In je ta proces je toliko potenten, da zdaj v soboto imamo delavnico energijskega facelifta. Meni dobesedno, jaz pač zaznavam te energije že veliko prej, meni dobesedno tako obraz mi vleče nazaj, tako prav, ne. Toliko potenten je. Tako da to je ta video tudi povabilo, da se nam pridružite na delavnici energijskega facelifta v soboto, v Hiši neskončnih možnosti na Lavrici. Tudi tisti, ki ste že bili, torej to je edini telesni proces, kjer velja tudi cena za ponavljanje, torej za 105 evrov pridete in ste cel dan tam, dejansko 4-krat prejmete energijski facelift in se vam spremeni ne samo vaše telo, ampak dejansko cela vaša resničnost. In, res, ta proces je toliko nor, tako da res, in tudi pač ne bom se več spuščala tukaj noter v razlage, objavila sem veliko slik, kako so, ti procesi pomagajo pri raznoraznih tudi paralizah, zakrčenosti mišic, raznoraznih stvareh. Meni recimo je ta izvajanje in prejemanje tega procesa omogočilo, da sem se rešila odvisnosti, to, da sem mogla vedno biti napudrana, vedno našminkana, in je samo preprosto odpadlo. Torej, naenkrat sem bila tako, kako bi rekla, sem se sprijaznila s svojim obrazom oziroma, mi je ta obraz, ki ga imam, mi je okej, mi je všeč, a ne. Torej, takrat je bilo tako, ni bilo izbire, ne, torej nisem šla nikoli ven iz stanovanja, ne da bi se pač napudrala, našminkala, medtem ko zdaj je to izbira. Takrat to ni bila izbira, takrat je bilo to neka nuja, neka odvisnost,
medtem ko je to zdaj izbira, a ne, takrat, ko želim pač, da se pač, ne vem, ali bolj uredim ali grem nekam, da sem tako ful urejena, takrat ja, drugače pa načeloma sploh ne uporabljam več, pudra. To je recimo za mene ustvarila, ne, torej za vsakega tudi ustvari nekaj drugačnega. In tako kot sem že prej rekla, vpliva ta proces res na globoka tkiva v telesu in privzdigne tudi ne samo, obraz, torej celo telo, tudi te notranje organe. Dejansko poročajo punce tudi o tem, o bolj privzdignjenih prsih, zadnjici, celo telo je videti mladostnejše, in tudi recimo ljudje, ki so imeli razne poškodbe, zdrobljene kosti, kjer so jim obljubljali operacijo, če ne bo se spremenila zadeva, so po prejemanju facelifta ni bila potrebna operacija, ampak se je, pač poškodba zelo hitro, pač pozdravila. Tako da, ja, torej ta facelift dejansko tudi odpravlja te poglede, ki jih imamo v zvezi s staranjem. Tako kot sem jaz recimo, oziroma s svojim, telesom, s svojim obrazom, tako kot sem jaz recimo rekla, mislim tako izkusila to, da mi je odpadla ta odvisnost, tega nisem pričakovala, da bo to ustvaril za mene, ampak je ustvaril, a ne, pa še marsikaj tudi drugega. In vabljeni res, da se nam pridružite v soboto. Bom objavila tule, pod tem videom, torej to povezavo dogodka z več informacijami. Kliknite noter in boste videli tudi te primere prej in potem, res dramatične spremembe pri nekaterih. In je tudi zanimivo je meni tudi to, da tudi otroci prihajajo na te delavnice, ker imajo do 15. leta brezplačno udeležbo na delavnici, in jaz sem tako imela pogled, kaj pa se bo pri otrocih spremenilo, a ne, saj so itak že taki mladi, mladostni, otroški, ampak dejansko se tudi na njihovih obrazih pride do spremembe. Lahko pridejo prej tako bolj, tako recimo bolj zakrčeni obrazi in naenkrat pol njihovi obrazi zažarijo. Ali pa na primer, da so posnemali že nekoga, a ne, mamo, očeta, staro mamo, nekega skrbnika, dejansko odpade to in dejansko se prikaže njihov pravi obraz, a ne. Tako da so spremembe so vidne že po enem tretmaju, tega energijskega facelifta, kaj šele po celotni delavnici, a ne. Običajno tudi tako naredimo, da se slikamo prej pa potem, a ne, in vsak dobi tudi slikico pol, da si lahko primerja spremembo, ki se je dogodila na tej delavnici. Tako da res, res lepo vabljeni, če imate še kakršnakoli vprašanja glede samega procesa oziroma vprašanja glede samega staranja, seveda me boste lahko to na delavnici vprašali. Če imate kake vprašanja glede same delavnice, mi sporočite, vam bom pač z veseljem odgovorila. Pa še ena stvar mogoče, ki, sem jo na začetku pozabila povedati, pa je zelo pomembna, je to, da tudi se ne upirate, ne reagirate, torej v smislu: "Ne, jaz že ne bom stara, jaz že ne bom taka izgledala." Ne, ker takoj ali pa ja, torej, ja, takoj ko začnete ali se strinjati ali pridruževati, upirati, reagirati, to že začnete strjevati kot svojo resničnost. To si vedno zapomnite, da dopuščanje, tudi ko nekdo vam govori: "Ja, saj boš že videla, ko boš stara," bla, 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 ne, ljudje veliko stvari govorijo, da si vi ne, ni vam treba na glas govoriti zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Vi si v svoji glavi lahko ponavljate: "Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled." In ne boste kupili pogleda te osebe in ne boste naredili to resnično za sebe, ne boste iz tega začeli ven ustvarjati svoje resničnosti, ampak boste pustili, da ta pogled enostavno gre mimo vas. A ne, torej na začetku sem govorila, da naslavljate svoje poglede, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Toliko časa, dokler se ta pogled, ne razblini, ne, dejansko včasih se sploh ne boste več niti spomnili, kakšen pogled ste imeli, zato ker velikokrat ti pogledi sploh niso niti vaši. Tukaj v tem primeru pa lahko tudi za pogled nekoga drugega to, naredite, a ne. In v obeh primerih, dejansko ne, iz tega ne ustvarjate neke svoje fizične resničnosti, ne strjujete tega kot svojo fizično resničnost. Tako da to bi bilo za danes, torej lepo, lepo vabljeni v soboto in, se vidimo. Čao, čao.